Zdravo, servus. Dobrodošli na Q&A podcastu Rdeče pese. Danes bomo torej odgovarjali na vprašanja, ki ste nam jih pridno pošiljali preko naših omrežij. In zato smo danes z vami vsi štirje voditelji podcastov Rdeče pese, in sicer Ana, Jerneja in Timotej. Zdravo. Zdravo. Preden pa se posvetimo vašim vprašanjem, pa naj nekaj besed namenimo še zgodovini, zdaj že lahko rečemo, kratki zgodovini, vrtčevski zgodovini Rdeče pese. In sicer Rdeča pesa je medijski kanal, smo medijski kolektiv, ki smo svoje vsebine zagnali v oktobru 2020. Nastali smo iz neke družbene potrebe po mediju, ki bi konsistentno zastopal potrebe delovnih ljudi, družbe in narave in ne interesov kapitala ter vladajočih. Naš cilj je bil že od samega začetka dajati besedo tistim, ki v mainstream, osrednjih medijih niso prisotni, ali pa je njihova podoba fetišizirana, ali pa se jih znotraj teh medijev enostavno ponižuje. Že od samega začetka poskušamo osvetljevati ekološko, socialno, politično in družbeno krizo sodobnega kapitalizma in smo pravzaprav edini socialistični medij pri nas. V teh slabih 3 letih in pol smo spisali malo več kot 500 prispevkov, posneli 18 oddaj, če se jih še spomnite, in zdaj mislim, da snemamo naš 10. podcast. V času našega obstoja smo pripravljali reportaže iz številnih okoljskih in delavskih protestov, popisali mnoge delavske zmage po svetu in v Sloveniji, recimo vodili tudi kampanjo za enakost, skupno dobro pred privatno koristjo, in to je bila kampanja proti dohodninski reformi bivše vlade. Smo pa se v tem času tudi parkrat znašli na straneh Dela, Mladine, Večera. Od slednjih smo celo rekrutirali eno izmed današnjih voditeljic podcasta. Nič od tega, kar smo do zdaj dosegli in kar še nameravamo nadaljevati, ne bi bilo možno brez vas, drage gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci in bralke, bralci. Res en velik hvala za vse, ki ste v teh letih prebirali naše vsebine, jih delili z vašimi tovarišicami, sodelavkami, kolegi na faksu, mamo, atejem, bratom, stricom, teto, župnikom in vsemi ostalimi. In vas na tej točki še naprej vabimo, da nas spremljate in se naročite na naše kanale, ter nam tudi pošiljate predloge za teme, katere želite, da bi jih obravnavali, in da se tudi povsod drugod aktivno zavzamete za napredno politično stvar. No, zdaj po tem uvodu pa gremo kar direktno na vprašanja. In sicer prvo vprašanje je, kako lahko politično aktivne zastopamo svoje interese v slovenskem okolju. Če lahko jaz odgovorim na prvo vprašanje, in sicer najbolj pomembno po mojem je v prvi vrsti, da pogledamo, kaj je v našem lokalnem okolju, pa tudi recimo, če delamo v neki službi, kateri sindikat mogoče tam že deluje, potem katere so neke druge politične organizacije okoli, in se potem skušamo tja priključiti in preveriti, recimo, na kak način te organizacije delujejo. Vedno se je dobro tudi vprašati, ali so to demokratične organizacije, ali lahko mogoče jaz kot posameznik kaj naredim, da spremenim te organizacije v bolj demokratične. Konec koncev, če pa ni ničesar na voljo v našem lokalnem okolju, pa je vedno možnost tudi, da pač skušamo sami organizirati
ne vem, ali prijatelje, sodelavce. Recimo ena izmed takih organizacij, tudi kako študentsko organiziranje, tu se mi zdi, da nas je tudi večina nas, verjetno preko tega, vsaj v študentskih letih, vključila v neke politične boje. Potem, kaj je res pomembno, je ravno to, kar sem že omenila, da res skušamo delovati v smeri demokratičnosti organizacij in pa, da smo neprestano kritični in samokritični do naših organizacij. Torej, da razmišljamo, kakšne so pomanjkljivosti, pa ne v smislu, da bi zato zdaj potlačili to organizacijo, ampak da pač napredujemo, ne? Brez kritike in samokritike ni napredka. Zato tudi smo mi kritični tudi do nekih tovariških organizacij ali pa tovariških bojev, ravno zato, ker verjamemo, da na tak način lahko napredujemo, tudi pač mi vsi, ki si prizadevamo za svet onkraj okov kapitalizma. Zdaj, kaj je recimo tudi zanimivo, kaj smo se tudi dostikrat pogovarjali, je, da tudi mi smo pod vplivom kapitalizma, ne? In dostikrat se v organizacijah dogaja, da kar pričakujemo od organizacije, da bo nekaj naredila za nas. Ampak jaz mislim, da bi mogli tu malo spremeniti miselnost in razmišljati v smeri, kaj lahko mi naredimo za organizacijo. Torej, in da bo bolj napredna in tudi da bomo mi zadovoljni in da bomo imeli neke jasne cilje. In pa tudi to se mi zdi zelo bistveno pri tem, da mora imeti organizacija nek jasen dolgoročni cilj. In tudi mi moramo potem razmisliti, v redu, se mi s tem ciljem strinjamo, želimo k temu slediti in tudi vsake akcije, ki jih potem recimo, ne vem, ali protesti, ali peticije, ali karkoli, mislim, pa niso samo to oblike delavskega organiziranja, da s tem pač da vedno razmišljamo, torej, kaj je končni cilj. To bi jaz dodala. Ja, se strinjam. Jaz bi mogoče dodala še samo to, pa zdaj naš zagovor ali pa v zagovor tovarišice Ane, da nismo namerno uporabili formulacije JFK-ja, Johna F. Kennedyja, kaj lahko mi naredimo za organizacijo. Mogoče tudi to, če vidimo, da so kje kakšni problemi, kakšna vrzel, vidimo priložnost za boj, da tudi sami začnemo z organiziranjem. Tudi to ni izključeno, oziroma je celo zaželeno, če se počutiš morda kdaj osamljen v tem, vidiš, da ni nekih organizacij, vidiš, da se nekako ne moreš priključiti oziroma se ne najdeš v nobeni izmed teh, pa mogoče je to priložnost, da tudi sam začneš s tem. Pa tudi mogoče še samo to, mislim, da tudi mi imamo več izkušenj glede tega delavskega organiziranja, pa tudi delamo sodelujemo v različnih organizacijah, tako da. Dobro, gremo sedaj na drugo vprašanje. Malo je povezano z prvim in sicer se glasi, kako lahko pomagamo pri radikalizaciji svojih liberalnih prijateljev in družinskih članov. Očitno imamo poslušalstvo in bralstvo, ki ima liberalne prijatelje in družinske člane, ne toliko konzervativnih, upamo pa, da še več socialističnih. Ampak kako lahko pomagamo pri radikalizaciji tistih liberalcev okoli nas? Kaj je huje, da imaš več liberalnih ali več konzervativnih prijateljev? Jaz bi rekel, da liberalnih, definitivno. In zakaj? Bom se mogoče kasneje dotaknil tega, ampak meni se zdi, da ljudje, ki zelo ponotranjijo nek liberalen individualizem, veliko težje prestopijo v socializem kot neki bolj konzervativni ljudje, ki imajo nek občutek za skupnost in za druge. No, to bi rekel. Lahko, da se motim, no, ampak tak je po mojih izkušnjah dosti pogosto. Ja, jaz mislim, da za to ni nekega enotnega recepta. Hkrati pa obstaja en tak splošen recept in za liberalne, verjetno in za konzervativne prijatelje in družinske člane, ki se aplicira lahko na vse situacije. In sicer to, da se je potrebno čim več pogovarjati, čim več pogovora.
da se naše prijatelje, znance izpostavlja tematikam, ki jih ne dosežejo, ki ne dosežejo njihovih socialnih balončkov. Zdaj, neke morebitne spore pri družinskih kosilih je najlažje rešiti tako, da se po juhi vstaneš pa greš. Ampak tekom našega političnega formiranja v socialiste, če tako rečemo, se pogosto zgodi, da ugotovimo, da naši družinski člani in prijatelji niso na isti strani oziroma nimajo enake ali pa iste politične opredelitve. Zdaj, če bi bila liberalka, bi rekla, da je to zelo lepo, da ima vsak svoje mnenje in ga neguje in ga izraža. Ampak ker nisem, jaz verjamem, da je čisto v vsakem človeku potencial, da napreduje na bolj napredna stališča od teh, ki jih ima. Zdaj morda to zveni malo humanistično, naivno, ampak mislim, da se nam ne sme dogajati to, da se tudi mi sami zapiramo v svoj mehurček. No. In da tudi pazimo, da se to čim manj dogaja. No. Dejstvo je, in pač ne nazadnje je tudi prav tako, da se po večini mi vsi obkrožamo v naših zasebnih življenjih z ljudmi, ki so nam ideološko in politično blizu. Ne. Hkrati pa tudi znotraj socialistične organizacije lahko pride do nekih osebnih povezav, ki pa lahko negativno tudi vplivajo na politično odločanje in spreminjajo delovanje organizacije, zdaj, ne, na neke politične odločitve. Mislim, da je dobro, da negujemo neke pristne tovariške stike, ki temeljijo na zmožnosti odprte kritike, iskrene kritike, in da smo tudi sami nenehno preizprašujemo svoje prakse, svoja dejanja. No. Tako da pomembno je, da smo odprti, da smo tudi sami v nekih vsakdanjih praksah, tudi če gre za pogovore s prijatelji, da smo neke vrste politični delavci. Da zmeraj v teh pogovorih v ospredje postavljamo razredni boj, razredne konflikte, ko se na primer pogovarjamo o nekem dogajanju, ki ga spremljajo naši prijatelji v poročilih oziroma medijih, na družabnih omrežjih, zdaj bodisi o parlamentarni politiki, bodisi o nekem dogajanju po svetu, o vojni, o filmih, knjigah, svetu slavnih. V vsak pogovor lahko vključimo razredno komponento oziroma komponento razrednega konflikta. Zdaj, mogoče zadnja stvar, ki se mi zdi pomembna, je pa tudi to, da se z njimi pogovarjamo o razmerah na njihovih delovnih mestih, o njihovem položaju, o težavah, ki izhajajo iz njihovega razrednega položaja, ali pa o težavah, ki jih oni občutijo zaradi razkrajanja recimo javnih storitev. Naprimer, zakaj, ko kdo od naših prijateljev gre k zobozdravniku, jamra o tem, da mora imeti zraven denar, ali pa zakaj za 50 € v trgovini ne dobimo praktično več ničesar. Ne? Skratka, to so neki vsakdanji pogovori, ki jih lahko zastavljamo tudi širše, ne? V katere lahko vključujemo razredni boj, vidik razrednega boja. Zelo sem zmatran, da se opravičujem, če kakšno neumnost rečem. Jaz bi pač dodal prej, ko si rekla v smislu, da nismo liberalci, zato ne uživamo v različnih pogledih. Jaz bi malo drugače formuliral. Se mi zdi, da je tudi znotraj, to je že skoraj pregovorno, skoraj stereotipno, da se socialisti neprestano kregamo med seboj o različnih stališčih. Tle se mi zdi, da je tlo ena zelo živa ideologija, zelo živa znanost, v kateri je zelo veliko različnih mnenj in tudi dostkrat včasih pride tudi do pač razpada nekih organizacij ali pa kolektivov zaradi teh različnih mnenj. Tako da se mi ne zdi, da je tako uniformno mnenje, no, da je neka živa debata in tudi liberalci bi lahko bili na to živostjo debate navdušeni, če jih veselijo, če jim različni pogledi in soočeni različnim mnenj tako pomenijo. No, sem to samo dodal. To je ravno bila kritika liberalcev, ne? Da po eni strani nočejo se spuščati v take debate, ker je lepo, da ima vsak svoje mnenje, ampak bomo tu ostali ne pri tem. Ja, če lahko samo še dodam eno stvar in sicer govorili smo na kak način pristopiti do ljudi. Sploh ljudi, ki so nam blizu, tudi vemo, v kakšnem položaju so oni v svojih življenjih. Tudi oni so neposredno udeleženi v razrednem boju vsak dan. Na njih se vsak dan dogajajo pritiski kapitala.
In treba je ljudem pokazati, da oni lahko postanejo aktivni akteri v tem boju, ali boju recimo za javne storitve, ali boju za demokracijo v družbi. Ravno ta teden se je znova sprejemala recimo ta omejujoča referendumska zakonodaja, da lahko postanejo aktivni akteri v svojih lokalnih skupnostih, na svojih delovnih mestih. Noben od njih ne rabi biti pasivni opazovalec nečesa in pač spodbujati to, da postajajo vsi od njih aktivni v gradnji neke naprednejše družbe. Dobro, gremo sedaj na tretje vprašanje in sicer gre tako. Mene pa zanima, na kak način skozi vaše vsakodnevne prakse živite antikapitalizem. Kako skozi najmanjše vsakdanje odločitve, navade, principe udejanjate drugačen svet. Upam, da je jasno. Bomo videli, koliko je jasno po naših odgovorih. Ja, upajmo, da je. Meni se zdi, jaz bi rekel, da ker socialisti se v prvi vrsti zavzemamo za spremembo, predrugačenje pač celotne družbe, se pravi vzpostavitev socialistične družbe, vzpostavitev socialističnih družbenih odnosov, se nam dostikrat zgodi, da ni takšen fokus kot pač da ni na nekih individualnih vsakdanjih praksah takšnega fokusa kot recimo pri kakšnih bolj liberalnih okoljskih gibanjih, kjer je zelo v bistvu skoraj nek notranji nadzor, ideološki notranji nadzor na tem, da ne letiš z letali, ne ješ mesa itd. V socialističnih gibanjih, po mojih izkušnjah, ni takšnega fokusa na tem, se ne govori veliko o tem in dostikrat se zdi, da je lahko ta nek individualne spremembe, če grejo do nekega ekstrema, vodijo v nekakšen eskapizem ali neko gradnjo komun, ki se ne vpleta v razredni boj, ne vpleta v politiko, se pravi neka apolitična gradnja komun, ki socialistom načeloma to ni fokus. In velikrat je tako, da običajnemu človeku, po običajnemu delavcu je veliko nekih vsakdanjih etičnih praks, sicer to bolj iz ekološke perspektive, ampak tudi tako antikapitalistične prakse so mu izven dosega. Recimo, čisto banalno, ne bo se nekdo iz neke vasi, do katere ni javnega prevoza, mogel voziti z javnim prevozom na delo, zato ker pač ni te možnosti, ne? Zato se z avtomobilom vozi na delo, kar je pač okoljsko škodljivo. Isto pri, ne vem, kupovanju v nakupovalnih središčih. To, da ne nakupuješ tam, je lahko videno kot nekakšna antikapitalistična praksa, kar mogoče je, ampak po drugi strani je pa ni realno, da bomo vsi kupovali lokalno pridelano hrano, ker je pogostejše draga, v kakšnih večjih mestih tudi nedostopna in tako naprej. Mogoče v Sloveniji to ni takšen problem. Vseeno pa to pomeni, da se moramo truditi uporabljati javni prevoz, kupovati lokalno, kupovati čim bolj etično v narekovajih in tako naprej, recimo second hand obleke, to. Po drugi strani se mi pa zdi, da moramo, ker gre pri socializmu, pri boju za socializem, je to političen boj in v boju si lahko bolj uspešen, če pri sebi gojiš določene vrednote. Pogojno lahko rečemo mogoče socialistične vrednote, v smislu, da znaš tovariško pokritizirati, pa hkrati biti samokritičen in tudi sprejemati kritiko, biti discipliniran, sploh v nekem delu v kolektivu, delu v neki organizaciji, postavljati odločitve ali pa dobrobit kolektiva tudi pred kakšne lastne interese, se učiti demokratično delovati, ker recimo potem, ko se začneš demokratično udejstvovati v nekih organizacijah, vidiš, koliko je to pravzaprav težka stvar, če nisi tega vajen. In na nek način tudi vztrajnost itd. Se pravi, na nek način odpovedovanje nekakšnemu liberalnemu individualizmu. In hkrati s tem, se pravi, se bolj pripravljaš na ta političen boj, ki pač bo verjetno dolgotrajen, na trenutke zelo težki verjetno, oziroma tudi je težki. Hkrati pa tudi sebe izobraževati o pač, ne vem, socializmu, kapitalizmu, zgodovini in tako naprej. In predvsem, kot sta že prej nakazali Jerneja in Ana, so to tudi eni principi, kako konkretno bojevati ta boj, ki je v bistvu na koncu dneva je antikapitalističen boj in so antikapitalistične vsakdanje prakse, mogoče ne v tako
ni takojšen učinek viden, no, ker je vseeno to traja precej časa. Pa se mi zdi, da moramo se oddaljiti od teh, kot tudi v kakšnih liberalnih krogih se pogosto vidi, češ, ni moje delo, ni moja odgovornost, ne bom svojega čustvenega dela zapravljal za to, da te izobražujem, pogugli si. Meni se zdi, da moramo iti stran od tega in vedno se ukvarjati z ljudmi, stvari večkrat razlagati, poslušati predvsem, no, in ne pa odrivati ljudi s tem, da jim pač moraliziramo, pravzaprav, ker niso imeli priložnosti mogoče, ali pa, ne vem, sredstev, da bi se dejansko izobrazili v teh zadevah. Mogoče meni je osebno, no, se mi zdi, da je šport tudi ena takšna zadeva, ki ti pomaga te vrednote gojiti, recimo, se naučiš neke vztrajnosti, discipline, premaganja ovir in da ne odnehaš pri vsem skupaj, no. Hkrati pa ima en citat, če se ga prav spomnim, da v smislu, da vsakodnevna telovadba, da ti potem na dolgi rok da neko veselje ob učenju. Ja, nekaj v tem smislu je povedal, no. Pač v glavnem se mi zdi, da se vsakdanje antikapitalistične prakse, da se poskušamo odučiti tega nekega liberalnega individualizma, v katerega smo bili bolj ali manj vzgojeni, hkrati pa, da se naučimo kolektivnega delovanja, se dejansko potem vključujemo v organizacije in se pač borimo ta delovski boj na način, ki nam je bliže in pač vse v bistvu, kar prej sta že Ana pa Jernej, pa smo ostali še dodaljno. Na tak način bi jaz razumel ta vsakdanje antikapitalistične prakse, no. Ja, mislim, da je treba razumeti, da socializem ni lifestyle. Mogoče je celo bližja tista Leninova definicija, da je komunizem Sovjeti plus elektrifikacija, ampak sam socializem pa je politični boj za družbo utemeljeno na potrebah delovnih ljudi in narave in kot takega se ga dojema. Mi z našimi lastnimi praksami lahko ogromno prispevamo, ampak predvsem lahko prispevamo, ko delujemo skupaj z nekimi drugimi ljudmi, ne pa individualno. Sedaj pa gremo na naslednje vprašanje. In sicer vprašanje je tako volilno, elektoralno, parlamentarno in sicer kaj napovedujete za naslednje slovenske državnozborske volitve? Zdaj, če se malo pošalimo, bi lahko najprej napovedovali, kdaj se bodo le te zgodile. Ampak, če pogledamo najprej res skozi sam vidik vprašanja, ki je usmerjeno na to volilno tekmo, statistično gledano, glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjih, recimo 5 volilnih ciklusih, ne moramo pričakovati nič posebno novega. Neko ključno razmerje med Slovensko demokratsko stranko in temi anti-Janša liberalci ostaja v zadnjih teh 5 volilnih ciklusih od leta 2008 naprej relativno trdno. Razlika je zmeraj med Slovensko demokratsko stranko in temi anti-Janša liberalci med 120.000 in 200.000 glasov v korist teh liberalnih sil. Edin resen odmik od tega trenda pa predstavlja zadnje volitve, kjer je bila razlika 280.000 glasov, ker so torej liberalci na čelu s sedanjim predsednikom vlade zmagali še z večjo razliko. Naslednje državnozborske volitve, kot sem že nekje zapisal, se mi zdi, da bodo zadnje za politični projekt stranke Levica, ki je politično popolnoma bankrotirala, ne samo v tej vladi, ampak dosti pred tem, o tem smo govorili v enem od naših prvih podcastov, tudi organizacijsko je ta stranka na psu, v koaliciji pa popolnoma stopljena z tem liberalnim blokom. Kako se bojo odvijala ta razmerja na tem liberalnem polju, je malo težje napovedovati, ampak mislim, da bo prišlo do homogenizacije pod vodstvom Gibanja Svobode oziroma Robertom Golobom in ta njegov način vodenja vlade nekako tudi to predpostavlja. Zanimivo bo tudi recimo videti, kako se bo odrezale te satelitske liste Slovenske demokratske stranke, kot so recimo upokojenška lista Pavla Rupara, Slovenska ljudska stranka, morda Anže Logar.
In če lahko morda pride do vzpona teh list, kako se imenuje, suverenistične narave, kot je recimo Resnica, kar se je napredovalo pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. To so zdaj lahko vse neke daljše, krajše analize tega, ampak ključna stvar je, kdorkoli bo prišel na oblast v tem liberalnem kapitalizmu znotraj meščanskega volilnega procesa, bo nadaljeval zgolj upravljanje kapitalizma, administriranje kapitalizma. Potegujejo se za to, kdo bo bolje administriral kapitalizem. Nagovarjajo ne toliko volivke in volivce, ampak predvsem organizacija kapitala, Bruselj, Pentagon, druge centre moči v svetu. Kot se nekoč izrazil le v centrih, če ga malo parafraziram, je med temi meščanskimi parlamentarnimi strankami manj političnih razlik kot med bolševiki v Sovjetski zvezi v 20. letih 20. stoletja. In ravno v tem kontekstu je treba preseči idejo, da se politika in politični boj odvijata znotraj institucij meščanske države. Tam je politike iskreno še najmanj. Tam je največ komolčenja, škandalov, politikanstva, raznih brezveznih cringe, PR akcij in podobnega. Mnogo več politike najdemo na primer na delovnih mestih, študijskih predavalnicah, srednješolskih učilnicah, v pobudah za vzpostavitev javnih mest, javnih čitalnic na protestih, štrajkih, navijaških tribunah in tako dalje. Treba vedeti, da se politika gradi od tukaj in da lahko ob nekih okoliščinah v volilnem, parlamentarnem boju dobi samo nek svoj večji megafon, ne more pa biti to center, osnova, temelj nekega političnega delovanja, ker potem pridemo tudi do te situacije, ki jo imamo danes. To je nekako to z moje strani glede tega vprašanja. Dobro, gremo sedaj na naslednje vprašanje. In sicer, kako se vam zdi rešitev lastništva zaposlenih za slovensko gospodarstvo? Zdaj, prva stvar, kaj je nujna, je, da ne gremo v DOO-je, se pravi, ker bi recimo delavstvo postalo, da bi delavci postali lastniki oziroma delničarji, zato ker potem lahko pride do tega, da prodajo svoj delež. Recimo en tak neuspešen primer tega so slovenski časniki, ki so prodajali potem, ko so v času privatizacije, so dobili najprej deleže, potem pa so to prodali in zdaj vemo, kakšno je stanje v medijih. Mislim, tudi to je delež, nosi svoj delež krivde. Ampak, če gremo torej v lastništvo zaposlenih, je smiselno iti v zadružno organizacijo, v zadruge, ki imajo jasna zadružna pravila in ki takšne stvari, takšna dejanja onemogočajo. In koliko sem se jaz pogovarjala z zadružniki, pred kakim letom sem delala intervjuje, ki sicer potem niso bili objavljeni, ampak je problem recimo zadrug dostikrat to, da so vseeno podjetja na trgu in zanje ponavadi ne veljajo neka posebna pravila, recimo država ne daje nekih posebnih spodbud za zadruge in z tega vidika tudi delno tekmujejo. In z tega vidika tudi pač na nek način, kot rečemo, tekmujejo na trgu, no. So del te borbe. Sicer pa je pri zadrugah zelo pomembno ravno izobraževanje in tudi se pravi, ko se gre v nek tak projekt, da se ves čas, da se učimo demokracije. Mi smo vseeno vpeti v kapitalistični sistem, tako smo že prej rekli, in da se v bistvu naučimo, kako sploh soodločati. Ne gre to tako, da danes delavci prevzamejo podjetje in takoj že obvladajo, kako se odloča. To je pač vseeno velik projekt in težko delo. Mogoče bi v prihodnosti o tem posneli poseben podcast, da bi vprašali kakšne zadružnike, na kak način, s kakimi težavami se soočajo, pa zakaj recimo so zadruge dober, ne vem. Lahko napišete v komentar ali pa, če si bi tega želeli.
Če lahko dopolnim, jaz bi samo želel malo demistificirati to, kaj se v javnosti pojavlja, in sicer zdaj bomo ustanovili to zadrugo, ono zadrugo in bomo popolnoma spremenili nek položaj teh delavcev, hkrati pa tudi položaj delavstva kot take, ali pa bomo spremenili družbene razmerja moči. Mi moramo vedeti, ne glede na to, koliko bo teh ustanovljenih, bodo one delovale, tako kot si Diana rekla, znotraj kapitalizma in bodo na nje delovali vsi tisti pritiski, ki delujejo tudi na običajne firme, podjetja, in naloga običajne firme, podjetja je pač maksimizacija profita. Lahko se tu seveda omeji z nekimi notranjimi pravili, ampak iluzorno je pričakovati, da bi preko tega procesa prišli do recimo podružbljanja nekih ključnih industrij ali pa do podružbljanja celotne ekonomije kot take. Lahko gremo na naslednje vprašanje, ki je malo bolj specifično. Timotej še ima en komentar. Ja. Aha, izvoli, Timotej. Pač en konkreten primer, recimo ta Mondragon se velikrat kot ena uspešna zadruga omenja, ampak je tam tudi ta samouprava oziroma neka demokratičnost znotraj podjetja, koliko jaz vem, je to soodločanje v rokah predvsem teh nekih višje izobraženih kadrov itd., medtem ko nimajo pač vsi delavci neke te samoupravne pravice v tem podjetju, tako da je tudi dosti hierarhično med različnimi skupinami delavcev. To se mi je. To je v bistvu zelo pomembno. Ja. Tudi kaj sem jaz, recimo, ko sem bila na praksi preko tega projekta o zadružništvu Pekarne Magdalenske mreže, sem tudi ugotovila, da ravno zato, ker se mi zdi, da premalo vlaga izobraževanje, meni iskreno se zdi tudi zelo pomembno, da so vsi zaposleni člani zadruge. Se pravi, ker to načeloma ne bi bilo obvezno, ampak jaz mislim, da bi mogel, ne vem, vsak, ki pride v zadrugo, pride delati zadrugo, biti tudi član, ravno zato, da ima možnost odločanja. No. Dobro, sedaj pa na to res specifično vprašanje. In sicer piše eden izmed naših bralcev. Moje vprašanje se sicer ne navezuje na neko delavsko stavko, ampak na stavko hollywoodskih igralcev ter scenaristov. Zanima me mnenje Rdeče pese glede te stavke. No, kakšno mnenje ima Rdeča pesa glede te stavke? Zdaj je zanimivo, da je že vprašanje na nek način nakazano, oziroma se vzpostavi razlika med delavsko stavko in stavko teh hollywoodskih igralcev. Zdaj zakaj? Zdaj je nek razlog za tem. Jaz mislim, da v prvi vrsti, najprej, da se samo spomnimo, gre za stavko, ki je bila aktualna lani poleti. Šlo je v bistvu za niz stavk tega Writers Guild of America, bomo kar rekli VGA, in tega sindikata SAG-AFTRA, Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Na drugi strani, torej, če rečemo njihov nasprotnik, pa je bila ta zveza filmskih producentov, ki vključuje te največje korporacije, od Netflixa do Disneyja. Oni uporabljajo zase kratico AMPTP. Zdaj, najprej, če se ustavimo pri teh stavkovnih zahtevah. Stavka se je začela s precej takimi partikularnimi zahtevami teh piscev, scenaristov, ki so zaradi pandemije, zaradi posledic covida, zaradi ustavitve številnih snemanj ostali brez dela, bili celo odpuščeni. Ti so se predvsem zavzeli za pravice na področju intelektualne lastnine, za umetniško integriteto, za tako imenovano pošteno plačilo za opravljeno delo, ki je v bistvu se spremenilo zaradi sprememb v tehnologiji. To pa je vseeno tak sektor, kjer je umetna inteligenca imela precejšen vpliv potem na delovne pogoje, ker je delo bilo upravljeno namesto človeka v bistvu, In to področje je še precej nedefinirano oziroma pogosto zelo nizko ali pa celo neplačano, ker je to delo tehnologija odpravljala. Zdaj ta AMPTP, to so te korporacije producentov, produkcijskih hiš,
so že od začetka zavračali zahteve sindikatov, ne, in so računali, da bo ta stavka izzvenela. Hkrati pa so bile zahteve tega sindikata, oziroma oni sami sebe celo ceh imenujejo, ne, WGA oziroma VGA, so bile precej medle in samoponižujoče, ni bilo nekih jasnih zahtev. Zdaj, tu je seveda potrebno okriviti za neuspeh te stavke, je potrebno okriviti to sindikalno birokracijo, ker so zelo hitro pristali na dogovor. Zelo hitro, govorim, stavka je sicer trajala mesece, tam od maja do zaključna pogajanja so se zgodila decembra, ampak hkrati je bila precej mrtva. Vmes se je razbilo sodelovanje med sindikati, hkrati se je pokazalo, da vodstvo sindikata ni bila v interesu neka množična stavka. Zdaj, kljub temu, da je ta VGA uspel organizirati nekaj večjih množičnih shodov, se je izkazalo, da je v tem pogajalskem odboru sindikata oziroma ceha, ne, da prevladujejo precej dobro situirani, politično vplivni elementi z nekimi povezavami z vodstvom in s tem hollywoodskim establishmentom, ne. Zdaj, vsekakor moramo pozdraviti stavko tistega dela delavstva, kot so na primer tehnično osebje, kamermani, pomočniki scenaristov, tajniki, tajnice, čistilke, ki so tudi najmanj zaščiteni in najbolj podplačani del delavstva v Hollywoodu, ne. Ampak so njihove zahteve znotraj tega sindikata žal ostale utišane ali pa pač neslišane. Zdaj, pod pritiskom je klonil tudi drugi sindikat, ki se je pridružil stavki, to je pa ta SAG-AFTRA oziroma AFTRA. Oni so tudi pristali na koncu na pogoje, ki jih je dal pač nasprotnik, ne, in s tem povečali na nek način razlike med različnimi skupinami delavcev v filmski industriji. Zdaj, kaj so dosegli? V bistvu dosegli so povečanje minimalne plače za 14,5% v 3 letih. To je 10% več, kot je dal Luka Mesec letos povečanje minimalne plače v Sloveniji, tako da je dosežek. Ja, in da če se še za konec navežem dejansko na Mesca, ne, ki ga je gospodarska zbornica pohvalila, očitno se je tudi tu je povedno, da je tudi tu uspešnost stavke se lahko meri v tem, da je na koncu ta AMPTP, ne, ki ima torej pod okriljem te korporacijske platforme filmske, kot sem jih prej omenila, Disney, Netflix, Warner Bros, Discovery, Amazon, da je celo čestital sindikatu, ne, češ, da ta nova pogodba, ki so jo oni sprejeli, predstavlja neko zgodovinsko pridobitev za zaščito delavcev, ne, in za izvajalce, ne. In so celo rekli, da bi naj potem s tem glasovanjem v sindikatu, ne, ki je potekalo tudi zelo nedemokratično, da se bo celotna pač filmska industrija in ta delovna mesta, ki jih filmsko industrijo podpirajo, da se lahko potem vrnejo v neki polni moči nazaj. To pomeni, da se vrnejo nazaj v res izkoriščanje, ne. Dobro, zdaj pa gremo na najlažje vprašanje na koncu. In sicer najkrajša in najlažje. In sicer vprašanje je, kdaj bo revolucija? Zakaj se zdaj zdi tebi to najlažje vprašanje? A veš odgovor? Ja, če veš odgovor, povej, Gregor. Ajde, rekel si, da je najlažje. Ne, malo sem se šalil, ampak res je to vprašanje, ki se ga velikokrat slišimo. Kdaj se bo kaj spremenilo, kdaj bo revolucija, kdaj bomo njih vrgli, kdaj bo se, recimo večkrat slišimo, kdaj se bo sta delu vrnila čast in oblast, kaj podobnega. Zdaj, treba je priznati, da objektivni pogoji za revolucijo tukaj pri nas ne obstajajo v tem trenutku. Ne sme nas pa taka ugotovitev zamoriti, še več spodbuditi nas mora k aktivnemu delu. Mi smo tisti, ki moramo ustvarjati te objektivne pogoje, objektivno revolucionarne pogoje v družbi, s tem, ko spodbujamo razredni boj, ko se vključujemo van, ko smo aktivni v družbenih bojih in ko vzpostavljamo trajne organizacije, ki bodo zmožne v teh razpokah, ki se pojavljajo znotraj kapitalizma, intervenirati in potem dejansko tudi upamo, da izvesti neko
socialistično preobrazbo družbe, kateri vsi štirje tukaj, pa vsi ostali člani kolektiva in članice Rdeče pese, in upam, da tudi vse poslušalke in poslušalci prizadevajo. Ja, mi včasih celo na Rdeče pesi dobimo kak komentar, češ vi samo pišete, samo komentirate, kdaj boste pa kaj naredili, ne? V tem duhu je komentar. Ja, dejstvo je, da je kapitalizem že v krizi, ne? Ki se kaže v zelo različnih nekih oblikah. Ena najbolj očitnih je trenutno podnebna kriza, ker pač kapitalistični produkcijski način ni vzdržen za okolje in ne nazadnje tudi za ljudi, ne? Na drugi strani imamo eno veliko težavo, sicer da se vedno izkaže, kako dobro je kapital organiziran, ne? To se predvsem kaže v odzivih na poskuse delavskega organiziranja, ne? Kako se jim na nek način zatresajo kolena, ko pride do nekih kriz, na vse pretege, na nek način hočejo obdržati svoj položaj, ne? In kdaj bo revolucija, se mi zdi, da je odvisno predvsem od tega, kako bo organizirana naša stran, ne? Kdaj in kako bo organizirana naša stran oziroma delavski razred. Zdaj, ena kriza ni nujno, da še zruši cel sistem, zaradi tega, ker pač tudi kapitalisti ne dopustijo kar tako, da se zdaj njihova vladavina zruši pod težo v bistvu kapitalističnih protislovij, ne? Torej, ugotavljamo, da na nek način obstajajo sile, ki konstantno poskušajo omejiti boj, ne? Obstajajo tudi sile znotraj v bistvu sindikatov, kar se je tudi izkazalo pri zadnji stavki v Tušu, o kateri smo tudi pisali, ne? Obstaja zakonodaja, ki poskuša omejiti upor na vseh ravneh. Tako da v bistvu je tudi zelo težka naloga, ker se je potrebno boriti na več različnih frontah, ne? Mogoče bi še samo to, ker si nastavila vprašanje, pa nisi odgovorila, se pravi, zakaj mi recimo nič ne naredimo, ne? Vseeno, Rdeča pesa kot tak je nastavljena kot kanal oziroma medij, kakorkoli, in je tudi treba se zavedati, kako vlogo pač imajo mediji oziroma neki taki, torej mi pač dajemo glas, ne? Mi nismo kot taka neka politična organizacija v tem smislu, mi lahko podpremo te politične organizacije, je pa res, da ravno kot socialisti smo pa seveda vključeni tudi v druge kolektive, kjer pa skušamo delovati, ne? Ali od sindikatov do podnebnih, do delavskih skupin. Tako da, jaz mislim, da je to pač pomembno tudi razčistiti, no? Da vseeno se je treba zavedati omejitev medijev, no. Dobro, gremo sedaj na zadnje vprašanje. Zdaj bomo videli, če je težje ali lažje kot prejšnjo. In sicer, kaj so dolgoročni cilji projekta Rdeča pesa oziroma Rdeče pese, je napisano v vprašanju. Povečati produkcijo podcastov, čeprav se mi zdi, da za januarja nam kar dobro gre. Verjetno spet upam, da bo kdaj spet možnosti za kakšne video vsebine, tako kot smo delali na začetku, oziroma ste delali. To je samo, če se Luka vrne za voditelja. Je to bil poziv, slučajno javni poziv? Pa jaz bi rekla, da je naš cilj postati nekoč mainstream. Se pravi, ne, mi ne želimo ostati neki alternativi, ne. Ni naš cilj biti večni aktivist, biti večno nekdo, ki je proti, ampak želim biti tudi za nekaj. In tudi mislim ravno to, da postanemo nek prevladujoč socialistični medij. Ja, se strinjam. Tudi jaz bi rekla, da se tudi v trenutnem medijskem prostoru spostavi nek množičen socialistični medij, ne? Množično občilo. Predvsem pa to, da še enkrat ponovimo, kar konstantno že ponavljamo, da z nami dobijo besedo tisti, ki je v prevladujočih medijih ne dobijo, ne? Tako kot smo povedali v uvodu. Pa da bomo mi live streamali socialistično revolucijo nekoč. Preko zaključimo, bi samo še eno stvar povedal pri teh ciljih, in sicer premalokrat to omenjamo, oziroma niti ne govorimo o tem. Na koncu je cilj tudi to, da se
neke skupine ljudi priučijo spretnosti pisanja, ustvarjanja nekih vsebin, politične agitacije, zavzemanja za neko stvar, da pridobijo te veščine in da na ta način rastejo kot neke politične delavke, politični delavci. In se mi zdi, da je to tudi eden izmed ciljev Rdeče pese kot take. In pa da mora biti, tako Jana izpostavila, ja, mi sami sebe nočemo postavljati na obrobje. Mi nismo obrobna ideologija, mi ne predstavljamo obrobne ideologije, niti ne pokrivamo obrobnih tematik. Mi pokrivamo centralne tematike za delovne ljudi, za okolje in si želimo tudi postati centralni medij pri tem. Pa mogoče samo še to, da smo izpustili, da gotovo dosti pomembnih stvari še, ki jih nismo uspeli pokriti, ne? Teda upamo, da bomo lahko bolj ažurno objavljali. Ja, zato pa vseeno, kar že večkrat tudi v javnosti pozivamo, vabimo tudi vas k sodelovanju, ne? Da nam pošljete kako vprašanje, o kateri temi se tudi vam zdi, da bi lahko govorili ali pa jo pokrivali. Ok, ne, to ste super povedali, veliko boljš kot bi jaz lahko, krasno. In mislim, da smo s tem bolj kot ne pokrili vsa vprašanja, ki smo jih dobili v tem času. Upam, da je našim poslušalcem bila všeč ta ena malo drugačna epizoda, no? Da smo postavili neko komunikacijo, da ste se naučili kaj novega, ali pa še veliko bolj bilo, če vam je dalo kaj za razmišljati, se pravi, da so se vam nova vprašanja porodila in in vas bo to navdihnilo, da se sami kaj naučite, po možnosti tudi nas kritizirate, bomo veseli, če bo konstruktivna kritika, seveda. Ampak ja, no, kot je tudi že Gregor na začetku rekel in kot smo skozi celo epizodo vas v bistvu pozivali na to, poslušajte naše podcaste, predvsem na Spotifyju in na YouTubeu, so pa tudi na drugih platformah. Sledite nam na Facebooku, Instagramu, berite naše prispevke, pokritizirajte nas v komentarjih, lepo vas spodbudite nas v komentarjih. Hkrati pa, ja, kot smo že rekli, pošljite nam svoje tekste ali pa predloge tematik, o katerih bi lahko pisali, ki bi lahko pokrivali in v prihodnje vas pa še čaka eno malo presenečenje, ki naj bi bilo novoletno, pa se je še malo zavleklo, no, ampak upamo, da bomo kmalu z vami to delili. Tako da, ja, no, mislim, da smo že povedali, kaj je presenečenje. A smo že povedali, se opravičujem. Okay. Res? Ne vem. V tekstu, novoletnem tekstu. Je bilo rečeno. Dobro, ni več presenečenje. Ok, potem pa ni presenečenje, no. Povej, kaj je. Se pravi, spletna stran, ja, kjer bojo naši teksti, tudi kakšne daljše analize, hkrati se bomo pa tudi lahko... Brez emojijev. Brez emojijev, ja, nažalost. Hvala Bogu. Hkrati nam bo pa to tudi omogočilo, da bolj na nek način brez cenzure objavljamo zadeve, ki so včasih na medijenih platformah ne pridejo, nimajo takšnega dosega, kot bi lahko imeli, ali pa so celo včasih izbrisane. V glavnem, ja, z moje strani je to tono, danes smo bili z vami Timotej in... Jerneja. Ana. In Gregor. In izhodna špica. Dio. Dio. Ajde.